Osebni trener Nejc Kofler je prepričan, da bi se morali redno gibati vsi ljudje z izjemo tistih, ki jim tega zdravje žal ne dopušča. Treningi so pomembni predvsem, recimo, če hočeš shujšati, se oblikovati, žal s hrano ne gre vse, ne. Treba je v bistvu okrepiti mišice, okrepiti telo. Še vedno se preveč ljudi, posebej deklet, boji treningov z utežmi, vendar pa mišic ne moremo dobiti tako enostavno. Velikokrat je težje se okrepiti ali pa nabildati, kot pa da bi bila težava, če bi enkrat na teden malo teži dvignil, pa je potem postal preogromen. Punce se pogosto bojijo teh uteži, delati z utežmi, ampak mislim, da se to kar spreminja. Ravno tako pomembno, kot je gibanje, ki ga trener priporoča 3-krat tedensko, je pomemben tudi počitek oziroma čas za regeneracijo. Približno tak vadbeni urnik ima tudi voditeljica oddaje 24 ur Petra Krčmar, ki pravi, da za redno treniranje potrebuje trenerja, ki jo motivira. Nekdo me mora mučiti, nekdo me mora priganjati, zato ker sem nedisciplinirana, ne. Rada tudi malo zamujam, tudi na vadbo, tako da, ampak nekdo me mora, res me mora suvati, no, tako da priganjati, preverjati, ker če sama recimo doma telovadim, pa recimo, da grem malo teč tako enkrat na leto, ne. Potem jaz tečem, ne vem, mogoče 2 kilometra, če bi me kdo preganjal, mogoče bi tudi več, ne. Tako da rabim to spodbudo in všeč mi je ta vadba 1 na 1, no, ker se ti lahko trener potem popolnoma posveti in je potem izplen popolnoma drugačen. Ja, mi moramo motivirati trenerje, vadeče, da naredijo več, kad so pripravljeni, včasih pridejo čisto sesuti od službe, od otrok, od vsega. In jaz sem pogruntal v bistvu, da je zelo dobra motivacija tekma samim sabo, se pravi tekma na čas. Nejc svojim varovancem nikoli ne predpisuje drastičnih diet. Pomembna je zdrava in uravnotežena prehrana, ki temelji tudi na tem, kakšen stil življenja imajo posamezniki. Opozarja pa, da je obrok po treningu še kako pomemben in ga ne smemo spuščati. Za boljšo regeneracijo glutamin, BCA, beljakovine predvsem, no, po treningu spiti. Zdaj jaz dostikrat vidim po treningu, pač, da ne greš takoj domov laufati ali pa na neko hrano, spiješ šejk, popiješ, imaš pri roki, ker če tega nimaš, se dostikrat zgodi, ja, pa moram potem še to, pa to, pa pozabijo ljudje na hrano. Tako da ja, šejk beljakovinski je zelo dobra varianta, da v bistvu nadomestiš to izgubo obroka, ki pa zelo pomembna po treningu. Voditeljica nam je povedala, da ima srečo, saj se ji nikoli v življenju ni bilo treba posluževati diet. Ker očitno imam genetsko zasnovo tako, da ni tak problem, razen če se ne prenažiram oziroma če ne jem recimo, ne vem, bom rekla tako po 10 uri zvečer in tako naprej. Če gre kruh ven, pa sladko, pa slano, je vse okej. Tako da ne, nimam nobene diete, nikoli v življenju nisem imela, imam srečo, ampak še vsem pa lahko niham 3-4 kilograme gor pa dol, zato je pomembno, no, da kombiniram v redu hrano pa telovadbo, no, tako je to top kombinacija. To pa je tudi idealna kombinacija, ki jo priporočajo zdravniki in opozarjajo, da ne smemo pozabiti na zadosten vnos beljakovin. Beljakovine ali vnesemo 0,8 grama na kilo, če fizično nimamo nobenih športnih aktivnosti, in do 1,6 do 2 grama na kilogram, če smo res vrhunski rekreativni športniki ali pa že profesionalni športniki. Tako da nekje 15%, kakšni tudi govorijo 20% od naše uravnotežene prehrane mora biti beljakovine. Beljakovine so namreč gradniki našega telesa in zato še kako pomembne za rast, razvoj, regeneracijo ter zdrav način življenja.